Na rednem zasedanju slovenske vlade ministri obravnavajo novelo zakona o državnem tožilstvu, ki nekoliko spreminja postopek imenovanja novih državnih tožilcev. Prav tako naj bi vlada obravnavala shemo odškodnin za izbrisane, a njene podrobnosti niso znane, saj je gradivo zaupno. Na dnevnem redu ima še predloge za nadzor in urejanje prometa pozimi, program financiranja proračuna za letos, ki natančneje opredeljuje upravljanje dolga, predloga novel zakona o pomoči Grčiji in potrošniških kreditih. Svet Pozitivne Slovenije odloča o tem, kdo bo vodil stranko do volilnega kongresa, potem ko je dozdajšnji predsednik Zoran Janković zamrznil svojo funkcijo. Najverjetnejša kandidata naj bi bila podpredsednik stranke Robert Golob in poslanka Alenka Bratušek. Golob pa meni, da bi bila najboljša rešitev kolektivno vodstvo. Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja se pripravlja na splošno stavko, napovedano za 23. januar. Danes naj bi se sindikati dogovorili o načinu poteka same stavke, pa tudi o izvedbi protestov, ki jih isti dan pripravljajo v večjih slovenskih mestih. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Španiji dosegla že 3 zmage. Po zmagoslavjih nad Savdsko Arabijo, Južno Korejo in Poljsko jo čaka tekma z Belorusijo. V skupini D sta trenutno vodstvo Španija in Hrvaška s po 6 točkami. Madžarska je zbrala 4, Egipt in Alžirija po 1, Avstralija je brez točk. Slovenija se bo za nastop v četrtfinalu najbrž pomerila z Egiptom, Alžirijo ali Madžarsko. Tudi Štajerska je včeraj dobila nekaj novega snega, ponekod ga je zapadlo do 25 cm. V prometu zaradi snega večjih težav ni bilo, le na avtocesti Maribor-Celje je pri Slovenski Bistrici zdrsnilo tovorno vozilo in povzročilo zastoje. V okviru Evropske prestolnice mladih pa bodo tudi danes prostovoljci starejšim pomagali pri odstranjevanju snega z dvorišč. Danes in jutri bo pretežno oblačno, predvsem v vzhodni Sloveniji bo občasno še rahlo snežilo. Jutri popoldne bodo padavine večinoma ponehale, od zahoda se bo počasi zjasnilo. Veter bo oslabel, najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 5, najvišje dnevne okoli 0 stopinj Celzija. V soboto bo zjutraj po večini jasno in zelo mrzlo, ponekod po nižinah bo megla. Čez dan se bo zmerno pooblačilo, v nedeljo bo oblačno s padavinami, meja sneženja se bo dvignila nad 1000 metrov nadmorske višine. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Filip Gartner je pred 49. tekmovanjem za Zlato lisico na Pohorju opravil snežno kontrolo. Z zaprtjem infotočke se od Maribora poslavlja Evropska prestolnica kulture. Začetek nove džezovske sezone z ameriško-nemško-portugalsko zasedbo Azul. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.